Dela? No, ta dela. A lahko daste malo več, da se ne bom preveč... Ja. Jaz, ko vidim tablice, sem zelo nezaupljiv, najrajši imam čokoladne. Ko pridajo s temi mašinami, ponavadi ne dela. Ok, vi boste to... Ena, ta dela, ne dela. A dela tudi ta? Dela, ok. Še enkrat lepo pozdravljeni. Vmes bodo fantje rešili to majhno tehnično zagato. Še dobro, da je na novinarski, da ni na kakšni predstavi, ki je ozvočena in upam, da je tudi ne bo. Zelo sem, kako bi rekel, ta vlak je vsako leto znova nekaj posebnega. In vsako leto nas je več. In vsako leto predstavljamo nov program in vsako leto smo skupaj z Slovenskimi železnicami, z gospodom Boštjanom Korenom, ampak vsako leto smo v drugem kraju. In jaz bi rad v naši sredi pozdravil naša gostitelja, to je gospa Lorena Dobrinja, ki je v.d. direktorica holdinga Kobilarne Lipica. Potem gospod David Škabar, župan občine Sežana. In na moji skrajni desni dr. Bojan Pretnar, ki ga vsi dobro poznate, on je sicer velik operni ljubitelj in, kako bi rekel, slaba vest vsakega festivala, tudi našega. Ampak on bo govoril o tem, kaj se je dogajalo pred 20 leti z Kobilarno Lipica in z brandom in z vsem, kar sodi zraven, ko se je pač odločalo o tem, ali bomo to dobili mi, ali bodo dobili Avstrijci ali kdo drug. No, bi pa rad pozdravil tudi županjo občine Divača, kjer smo izstopili in nas je prijazno pričakala, je tukaj z nami gospo Alenko Štrucl Dolgan. Kje ste, gospa? Je tukaj. In pa seveda Klemna Turka, ki vodi konjeniški program Kobilarne Lipica. Zdaj, zakaj nismo tukaj samo zaradi tega, ker je Lipica lepa in ker ima lipicance, ampak predvsem zaradi tega, ker bo Kobilarna Lipica oziroma 10 konjev sodelovalo v naši otvoritveni predstavi Aide na Kongresnem trgu v Ljubljani. Več o tem kasneje, ko bom se sprehodil na kratko skozi program. Mogoče preden predam besedo gospe Dobrinja, samo povem še to, da je letošnji program zasnovan zelo ambiciozno, da prvič sodelujemo s Kobilarno Lipica, da bomo sodelovali z njimi tudi v prihodnje z velikim veseljem. In tukaj sem naletel na takojšnje razumevanje, ko sem jim prišel predstaviti, pa že prej enkrat nagrado po zimi, kako si jaz predstavljam triumfalno sceno v Aidi. In mislim, da bo ravno zraven seveda odličnih pevcev, ki pojejo tako v Veronski areni, kakor povsod drugje, in prelepih kostumov, da bodo ravno lipicanci tisti, ki bodo dali prav poseben ton tej predstavi. Zraven seveda Prozvoka in gospoda Štigla, če bo dobil razpis, ker jih bomo tudi ozvočili. Kje je gospod Štigl? Tamle maha. Ampak jaz sem prepričan, da ga bo, ker bo dal tako dobro ponudbo, da je ne bomo mogli zavrniti. Gospa Dobrinja, prosim, beseda je vaša. Potreba s tem. Hvala lepa za besedo in prav lepo pozdravljeni tudi z moje strani v Kobilarni Lipica,
kjer, če ne drugače, smo priskrbeli, da se boste nadihali svežega kraškega zraka. Moram reči, da smo resnično počaščeni, da smo bili povabljeni k sodelovanju, pravzaprav k nastopu na otvoritveni prireditvi 67. Ljubljana festivala in to v operi Aida. Ljubljanski festival je eden najbolj prestižnih festivalov in to ne samo v Ljubljani, ampak v širši okolici. In to sodelovanje, ta nastop Lipice na tem festivalu pomeni za Lipico izredno priznanje, prvič za delo, ki ga tle upravljamo in tudi za pomen poslanstvo, ki ga ta izjemno kulturni prostor ima za samo Slovenijo. Rada bi se res na tem mestu iskreno zahvalila gospodu Brleku, da je to vlogo Lipice prepoznal in predvsem, da nam je zaupal, da lahko v tako pomembni predstavi, kot je Aida in na otvoritvi Ljubljanskega festivala lahko nastopamo in smo del te zgodbe. Sama sem vstopila v Lipico 3 leta nazaj. In moram priznati, da so Lipicanci brez izjeme, mislim, da vsakogar navdušijo. So posebni, so elegantni, močni, žarevajo moč in predvsem so dostojanstveni. Zlahka navežejo stik z ljudmi, ko ga navežejo, so zaupljivi, učljivi in so predani. Izražajo neko nepozabno eleganco in pozitivnost, ki jo dajejo človeku in s tem ustvarjajo nepozabna doživetja, skupaj z jahačem postanejo eno in isto. V samih predstavah, ki jih tle v Lipici izvajamo, smo želeli predstaviti prav to zgodbo Lipice, zgodbo Lipicancev in jahačev. Zato skozi te predstave predstavljamo, kako vodimo Lipicanca v šolenje. Od popolne svobode, ki jo doživi na samem pašniku, do tega, kako se spostavi stik in zaupanje s človekom, kar je temelj klasične dresure, do treningov, s katerimi jih pripeljemo do visoke šole nad zemljo, ki je pa najvišji dosežek klasične dresure. Prepričani smo, da bodo z vrhunskimi umetniki v sami operi ustvarili in dali še veliko več, kar lahko predstavljajo v teh naših predstavah. V prepletu te scene, glasbe in umetnosti bodo ustvarili za obiskovalce eno neizmerno doživetje. Predstavili bodo simbiozo lepote, elegantnosti, lahkotnosti in dostojanstva, kar pa mislim, da se vse zelo lepo sklada z umetnostjo in sama ta predstava z njimi vred bo prava umetnost. Zdaj, kakšna bo vloga Lipicancev v Verdijevi operi, ki je res postavljena v izjemno sceno ambienta palače egipčanskega faraona? Prepričana sem, da bo predvsem čustvena, da bo elegantna in lepa. Rečeno je bilo, da bo nastopilo 10 Lipicancev, mi bomo dodali še enega, tako da bo 11 izbranih najlepših Lipicancev, ki pa bodo hkrati tudi ozvočeni. To pomeni, da ko bodo nastopali v tej predstavi, se bo njihova eleganca korakov, brnenje kopit prepletalo tudi z njihovim dihanjem. In v določenih scenah se bodo približali občinstvu, tako da bodo lahko tudi občinstvo doživelo, občutilo in doživelo stik s konjem in njihovo vlogo v tej operi. Jaz sem že na začetku povedala, kaj pomeni nastop Lipice in Lipicancev v tej operi. Predvsem bi pa rada želela povedati, da to je prvi korak k temu, da želimo Lipicanca predstaviti tudi umetnosti, ga združiti z ljudmi, ki z umetnostjo, ustvarjalnostjo in lepoto dihajo in da ga prepoznajo, da je Lipicanec kot konj sposoben biti del umetnosti in del kulture. To je pomembno. Pomembno je za
lipicanca, za katerega se je gospod Pretnar tako zavzemal, da se ga ozavesti kot enega temelj slovenstva in našega poslanstva, in mislim, da je naša ključna vloga in naloga, da to idejo, to vlogo nagrajujemo in delamo naprej. Zato tudi ta vstop v svet umetnosti, in tle še enkrat resnično hvala gospodu Brleku, da si želi tega sodelovanja z nami in da nam pomaga na tej poti. Želimo si uspešne zgodbe, želimo si zgodbe, od katere bodo obiskovalci šli z občudovanjem, kateri bodo v njej govorili. Istočasno se zahvaljujem železnicam, ki bodo Ljubljano in Lipico in to destinacijo krasa povezali, in bom izkoristila že znan spev Naj nas vlak popelje v širne daljave. Hvala. Jaz bom potem predstavitev Aide preskočil, ker nimam več kaj dodati. Zdaj pa, ne, res, in vidite, se ravno v tem je zgodba, da grejo stvari tako skupaj naravno, in ko sem prišel v Lipico se pogovarjati o teh, in smo bili skupaj v jahalnici in so me presenetili, jaz sem mislil, da se bodo konji samo sprehodili, ampak oni so predlagali, da bodo tudi figure in tako naprej, zato bomo zaprli kompleten kongresni trg, tudi s parkom, da bodo konji lahko hodili po pesku. In mislim, da bo šlo res za eno lepo doživetje. No, zdaj pa seveda, gospod župan, se veste, brez županov ni nič, tudi v Ljubljani ne. Mi mislim, da imamo kdaj 23. ali 24. aprila punce. 23. ob 11. bomo imeli predstavitev celotnega programa na Magistratu v Ljubljani, tako da vsi vljudno vabljeni seveda, ampak tokrat pa je z nami župan Sežane, gospod Škabar, prosim. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni si skupaj tudi v mojem imenu in seveda dobrodošli na Krasu, dobrodošli v občini Sežana. Posebej lepo bi želel pozdraviti svoje nekdanje sodelavce, železničarje. Lepo je, da ste danes v Lipco z vlakom pripeljali toliko obiskovalcev iz našega glavnega mesta. Uvodoma bi želel povedati nekaj besed o naši občini. Občina Sežana leži na skrajnem zahodnem delu Slovenije. Tukaj 500 metrov za nami, za mojim hrbtom, je meja z sosednjo republiko Italijo. Mi, župani kraško-brkinskih občin, zelo dobro sodelujemo z zamejstvom, zelo dobro sodelujemo z zamejskimi župani. To so 3 občine, v katerih so že tradicionalno župani slovenskega rodu. Letos imajo na dan evropskih volitev tudi oni volitve in se nadejamo, da bodo spet ta mesta zasedli Slovenci, oziroma smo sigurni, da bo tako, ker drugi niti ne kandidirajo. V občini Sežana živi približno 13 000 prebivalcev v 64 naseljih. V občini so tudi živeli in ustvarjali nekateri pomembni znani Slovenci. Najbolj poznan je bil Srečko Kosovel, po kateremu se tudi imenujejo tako rekoč skoraj vse pomembne javne institucije. Zelo znan je bil tudi lansko leto, je umrl gospod Ciril Zlobec, bil je tudi naš častni občan, tako da smo kar po teh ljudeh tudi prepoznavni. Ker smo pa v Lipici, Lipica je naselje v občini Sežana, imamo 64 naselij, tukaj živijo naši občani in naši občani so odvedno, od nekdaj, odkar Lipica obstaja, bili tesno povezani s Kobilarno Lipica. Tukaj so si služili kruh v preteklosti. Kobilarna Lipica ima zelo staro tradicijo in mi si prizadevamo, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. V Lipici so se v preteklosti odvijale
lepe zgodbe, lepe reči. Lipica je svetovno poznana turistična destinacija. Žal je z razpadom bivše naše skupne države, čeprav to že precej daleč, ta turizem malo upadel. Mi se zavedamo pomena Lipice in se trudimo z vodstvom Kobilarne, da gremo pač nasproti, da gradimo to zgodbo naprej. Že naslednjo nedeljo prirejamo skupaj Dan odprtih vrat, to je začetek nove turistične sezone v Lipici. Mi bi si želeli, da se naši domačini spet čutijo v Lipici, da je Lipica naša. Poleg turistov, ki prihajajo od vsepovsod, obisk, kot mi je povedala direktorica, narašča zadnja leta, se povečuje, ampak mi bi si želeli, da bi se tudi domačini prepoznali, da smo mi tukaj na Krasu, da je Lipica naša. V preteklosti, oziroma tako bom rekel, jaz osebno vidim nadaljni razvoj Lipice v dveh smereh. Ena zadeva je konj, tradicionalna šola jahanja, to, kar je bogata tradicija. Druga zadeva pa je razvoj Lipice v smeri športno-rekreacijskega centra. Tukaj na Krasu je klima zelo ugodna, tukaj so mile zime, mi se pogovarjamo, iščemo rešitve, da bi tudi Lipica to prepoznala, da je tukaj neka prihodnost, da se tukaj zgradijo dodatni turistična športna infrastruktura. V preteklosti, ko sem jaz bil še otrok, jaz sem drugače Sežančan, se dobro spomnim, ko je tukaj treniral Mate Parlov, svetovni prvak v boksu. Tukaj je bila konec koncev na pripravah jugoslovanska košarkarska reprezentanca, ko je potem postala svetovni prvak v Manili. In mislim, da s to klimo, s to infrastrukturo, ki jo imamo v Sežani, da je tukaj prihodnost. Iščemo skupne rešitve in smo si že zelo blizu. Glede samega sodelovanja širše v regiji, v slovenskem prostoru, moram povedati, da smo mi na občini zelo odprti in si želimo sodelovati. Želimo si pa tudi sodelovanja ostalih ponudnikov, kajti zavedamo se, da v današnjem svetu, ker nas s vseh strani z leve in z desne prehitevajo, tisti, ki so mogoče bolj odprti od nas, torej se zavedamo, da je prihodnost samo v sodelovanju in v skupni moči. Še to bi povedal, skozi Sežano, danes ste prišli z vlakom do Divače, ta proga gre tudi naprej, v Sežano in v Italijo. Sežana ima dobro infrastrukturo tudi glede cest, imamo avtocesto, po kateri vsak dan potuje več tisoč avtomobilov, se pravi več tisoč potencialnih turistov, to so tranzitni potniki. Mi imamo smele načrte, načrtujemo izgradnjo sežanske južne obvoznice. To bo cesta, ki bo prečkala železniško progo v Sežani in se priključila na zdajšnjo povezavo za Lipico. In ko bo to zgrajeno z neko dobro reklamo, bo potnik iz avtoceste v Lipici v manj kot 10 minutah. Mislim, da to priložnost moramo izkoristiti. Ta obvoznica načrtujemo izgradnjo v prihodnjih letih, država nam stoji ob strani, mi pospešeno delamo na tem projektu in upam, da bomo uspeli. Toliko z moje strani, še enkrat hvala železnicam, da ste pripeljali toliko ljudi in hvala Ljubljanskemu festivalu. Hvala lepa. Se opravičujem. Očitno smo v Ljubljani malo pod vtisom megle in vlage in nas je ta burja malo prepihala. Ampak dobro. Gremo dalje. Ker ravno govorimo o Lipici, mislim, da je prav, da jaz predstavim program na koncu in da dam zdaj besedo gospodu Pretnarju, ki bo na kratko, kakor se to pač da, opisal dogajanje v tistem času, da sploh imamo to možnost, da je to dom
lipicancev, ne glede na to, v kateri državi se pač nahajajo in ki jih vzgajajo in dresirajo. Prosim. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Tole je zame pravzaprav veliko presenečenje. Ampak, ko je prišlo vabilo za vlak, za obisk v okviru festivala Ljubljana Lipica, si nisem mogel kaj, da nisem prijatelju Darku napisal, da ima danes 20 let je minilo tiste znamenite zgodbe, ko se je Slovenija borila za to, da so lipicanci slovenski, za Avstrijo, delno tudi z Italijo. In no, je to idejo sprejel, kot vidite. Mene je kar malo nerodno, ker to je nekako izven programa festivala, ampak ni, odlično. Jaz moram najprej sam to povedati, da sem pač prepričan Slovenec in mi ni vseeno, kaj se s slovenskimi nacionalnimi simboli dogaja, in to še toliko bolj velja za kraške simbole, ker je starši mojega očeta so se poročili v Komnu in moj oče je bil rojen v Bovcu. Tako da je še morda tu neka posebna afiniteta do tega, zato da ne gremo v detajle, ampak naj omenim, da seveda po svojih močeh svetujem tudi v tem konfliktu okrog terana. Dobro, pri lipicancih se je zgodba začela konec leta 1998, ko sta si v lase, čigavi so lipicanci, skočili Italija in Avstrija. Vse skupaj je bilo povezano z neko direktivo, ki določa, da država, ki ima izvorno zrejno knjigo za te konje, ima tudi edina izključno pravico za trgovanje s temi živalmi, njihovimi zarodki, matičnimi celicami in tako naprej. Slovenijo so tukaj kar spregledali in seveda je nastal vik in krik, ko se je o tem razvedelo. Slovenska vlada je z diplomatskimi notami odreagirala. Zunanji minister je bil dr. Boris Frlec, takrat, če se spominjate. Ampak seveda vse je naletelo na gluha ušesa, zelo glasno je potem postal tudi literat Boris A. Novak, ki je rekel za božjo voljo, lipicanci so pa vendarle naša kulturna dediščina in nacionalni simbol, in je imel prav, seveda o tem ni problem. Samo kaj storiti? Bruselj je bil precej hladen. To je EU direktiva oziroma EGS direktiva takrat, ne, vi še niste niti noter, pa ne, tako nekako. No, skratka, potem sta se prijavili Italija in Avstrija, oboji so trdili, da so lipicanci njihovi. V bistvu je bil ta konflikt sreča za Slovenijo. No, kakorkoli že, namreč, ko se je ta konflikt nekako polegel z nekim sporazumom, kjer je Italija odstopila od svojih zahtev, mimogrede, ama Italija še vedno izvorne zrejne knjige in jih ni vrnila, ne? Ja, CD-rome so dali, to je, ja, no, evo. Te izvorne zrejne knjige v materialni obliki so med obema vojnama, ki je bilo to Italija, so jih Italijani odnesli in jih še zdaj niso vrnili. Dobro. Torej, prišlo do nekega sporazuma, kjer je Italija odstopila potem to pravico Avstriji. Tisti sporazum med Italijo in Avstrijo je imel pa neko zanimivo določbo, da je pač ta sporazum sklenjen zato, ker so lipicanci konji z izjemno svetovno reputacijo, kar je res, in izjemno dragoceno blago, torej tržno. Zakaj to omenjam? Zaradi tega, ker takrat sem jaz postal pozoren, jaz sem bil v tistih časih direktor urada za intelektualno lastnino slovenskega, pa tudi predstavnik Slovenije v Svetovni trgovinski organizaciji, v tistem svetu za trgovinske vidike, pravic intelektualne lastnine, bla, bla, bla. In tam v tem sporazumu v okviru Svetovne trgovinske organizacije točno piše, da se geografske označbe lahko ščitijo tudi za vsako blago, ki ima reputacijo. Tega evropska zakonodaja ni poznala, še več, v okviru EU so bile žive živali, mleko, rudnine, kaj zvem kaj še, je bilo eksplicitno izključeno iz možnosti zaščite z geografskimi označbami.
In meni je ta ideja pol padla v glavo, kaj pa če bi mi nekaj poskusili, pa lipicance zaščitili direktno pri Svetovni trgovinski organizaciji kot geografsko označbo. Ideja je bila totalno odštekana, oprostite izrazu. Jaz sem jo najprej preveril na Max Planck inštitutu v Münchnu, inštitutu za intelektualno lastnino. Jaz imam tam znance, še danes sem član alumni društva tam. In ko so ti spogledali, so rekli, to je pa lahko samo nekdo, ki ni pravnik, pa to pravo dobro zna, pride na tako genialno idejo, zadeva pije vodo, pravno je korektna. No in potem smo to speljali, januarja potem vlada sprejela neko vladno uredbo, je bila objavljena na Uradnem listu in potem deponirana na Svetovni trgovinski organizaciji. Paralelno k temu je bila še ena vloga za ta znak L, pa tisti srček, ki so znaki za lipicance. Tisto je bilo pa registrirano kot uradni znak po neki drugi konvenciji na Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino. Tudi v Ženevu, v bistvu v Ženevi. No, potem se je to razvedelo in takrat je nastal pa Viking Creek. Svetovni časopisi, Financial Times, kaj jaz vem kdo, so začeli pisati o tem, da je zdaj konc španske jahalne šole in tako naprej. In nenadoma se je bil Bruselj pripravljen pogovarjati, to je nežno rečeno. Začeli so groziti, da kaj se mi gremo, da vzpostavljamo tehnične ovire za trgovino, da ogrožamo ne vem, sploh pristop k Evropski uniji in, ne. Tako da je bilo to kar trdo. In potem so tudi povedali, to se je pa dogajalo v leta 1999, poleti so povedali, mi bomo seveda na naslednji seji tega sveta za vidike, trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine v Svetovni trgovinski organizaciji bomo zahtevali, da jo boste umaknili. Ok. Vmes je prišlo še eno pismo na Slovenijo od takratnega kmetijskega komisarja v Evropski komisiji in to bil stric, gospod Fischler, ki je pa na srečo to pismo pisal, brez da bi se posvetoval s strokovnjaki za intelektualno lastnino in je krasno napisal neke stvari, ki so šle nam še in še v prid. Dobro. No, potem smo se v Sloveniji pripravili z nekim aid memoir, da bomo odgovorili, če bo prišlo do te zahteve na tisti oktobrski seji leta 1999 na Svetovni trgovinski organizaciji, če bo ta zahteva prišla. Jaz sem predtem poskušal z tistim človekom iz Evropske komisije, s katerim sva se sicer poznala, večkrat dogovoriti in me ni šmirglal, oprostite izrazu, ni odgovarjal nič in se nisva videla do predvečera tiste seje v Ženevi. No, tam sem jaz pol do njega stopil, sem rekel, dobro je, iščem te, telefoniram ti, sploh se ne oglašiš, kaj je s tabo? Tako arogantno, milo rečeno, je rekel, lej, nimamo se kaj pogovarjati, jutri bomo mi zahtevali in boste to uredbo umaknili. In jaz sem se obrnil, sem rekel, fajn, ok. Pa ga pa je zmotil, da sem se tako mirno obrnil pa odšel, pa prav, dobro, pa ti povej, kaj boste naredili. Sem rekel, aid memoir imaš. Prilogi k temu aid memoir je bil tisti italijansko-avstrijski sporazum in tisto pismo Fischlerja, za katerega je natančno vedel, za oba dokumenta je vedel, da jim ne grejo prid. Sem rekel, lej, tole bomo mi dali v odgovor vsem članicam Svetovne trgovinske organizacije, pa naj si to pogledajo. Tam je pa prebledel, prijel me je, takole me je stresel in rekel, don't do that. Zdaj, tam so meni moji diplomatski ventili popustili in sem mu nazaj rekel eno besedo, ki se začne na F, pa drugi besede sledi ju, ne? In sem pa nadaljeval, who is attacking whom, where is the justice, ne? Pa, no, my friend. V hipu smo bila prijatelja, to moramo drugače rešiti. In da skrajšam zgodbo, jaz sem že čez 5 minut, ne? Da skrajšam zgodbo, je potem rekel, ne, se moramo pa drugače zmeniti, ne bomo zahtevali umika, bomo rekli, da zahtevamo, da smo zaskrbljeni, pa da zahtevamo nadaljne pogovore. In tako se je končalo in kolikor vem, še do danes ta geografska označba stoji. Kaj se pa od tam naprej dogajalo, je pa ločena zgodba, ker nisem bil več zraven.
Namreč po nekem čudnem naključju je takoj naslednji dan po tej seji v Ženevi je potekala na Dunaju ena ogromna proslava 100. obletnice avstrijskega patentnega urada. To je bilo že 3 leta preizmenjeno, to je bilo čisto naključje, da se to pokrilo. In seveda je ta novica, da geografska označba slovenska obstaja, ne, je precej pokvarila vzdušje. Ne, to je bila res proslava, pokojni predsednik Avstrije Klestil je imel dolg govor, 2 ministra in tako naprej. Ampak moj kolega je do mene stopil s precej kislim obrazom, je rekel, a si ti še jutri tukaj na Dunaju, sem rekel, sem, pravno pridi k meni. Ni rekel, naj prijem na kavo, ki je tudi nisem dobil. In mi je povedal, pravi, glej, takole je, zdaj se moramo Slovenijo pogovarjati. Pogovarjali se bomo pa pod enim pogojem. In to je, da tebe ni zraven, po možnosti niti ne v Sloveniji. In ti povem uradno, nikjer zapisano stališče avstrijske vlade, da če se tega ne boste držali, dobite veto na članstvo v EU. No, sem rekel, tle pa prevelik riziko v igri in potem sem jaz 1. marca 2000 nastopil službo v Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino v Ženevi. Hvala. No, vidite, kako to gre. Tako na našem, kakor na najvišjih nivojih. Izrazi so pa večinoma isti. Tako. Že veliko krat omenjene slovenske železnice, Bojan, najlepša hvala. Mislim, da je pomembno, da se to ve in da se ve, da se treba, da nič ni samo po sebi dano, da se je za dobre stvari treba potruditi in jih tudi speljati. Tako kot tudi vožnjo z vlakom. Ampak paste, pride 52 novih vlakov in en bo naš. Ja, hvala lepa, Darko. Lepo zdrav vsem udeležencem na tem tradicionalni vožnji. Kot smo ugotovili danes, da železnica nekako nas združuje, ne? Ugotavljamo, da kamorkoli pridemo je kakšen železničar, če ni zdaj, je pa kakšen upokojenec, pa še kakšen bo. Ampak dejansko, bom rekel, železnice nas združujejo in jaz vam zahvaljujem za vsem, ki ste prišli danes. Nam je izjemno čas, da lahko sodelujemo z Ljubljana festivalom. Tudi meni osebno mi je to, bom rekel, en najboljših dogodkov v letu. Zdaj, kot je Darko že rekel, no, jaz ne bom dolg, kukaj nas je, smo ugotovili, da moramo nove vlake kupiti in dejansko bomo kupili 52 novih vlakov, prenovili bomo kompleten vozni park, prenovili bomo tudi prodajo, da rečem, približali se bomo evropskemu standardu, tako da v naslednjem letu že obljubljam, da se bomo pripeljali z novim vlakom. No. Vse ostalo ostaja enako, vsi, ki boste kupili vozovnice oziroma ki boste kupili vstopnice za festival Ljubljana, boste imeli tudi popust za vožnjo z vlakom, ostaja tudi festivalski vlak, ki bo vozil po noči. In tako kot smo rekli, danes je to lep dan in Darko ima toliko veliko zapovedati, tako da bom jaz nehal, vse ostalo je na internetni strani naši. Vozite se z vlaki slovenskih železnic in uporabljate javni potniški promet, navozite se z avtomobili in čim večkrat pridite na Primorsko, pa ne samo Primorsko, vozite se po Sloveniji, ki je krasna in uživajte na festivalu Ljubljana. Ja, najlepše hvala. No, zdaj pa gremo k vsebini, k izvirnemu grehu. Prej je bil omenjen Borislav Novak, ne, tudi mi smo naročili tekst pri njem skupaj z Slovensko filharmonijo za otvoritev letošnjega zimskega festivala, ki se je začel 2. februarja v Slovenski filharmoniji. Z nami je tudi Klemen Hvala, umetniški vodja, je šel glih kar ven, prej je stal tle. Tako da mogoče z velikim veseljem pozdravim tudi gospoda Franca Mikšo, dolgoletnega ambasadorja in prijatelja s Ptuja,
ki je tudi, kot veste, pisatelj in ki je tudi en od ljudi, ki, veste, festival je neka zgodba, to niso samo koncerti. In zelo pomembno je, da imamo to mrežo ljudi, ki v nas verjamejo, ki nam dajo tudi dobronamerne nasvete in kritike in ki seveda gledajo z nekega zunanjega zornega kota na to dogajanje. In na eni strani seveda rabite stabilno financiranje, potem rabite norca, ki seveda iz tega stabilnega financiranja naredi nestabilno financiranje, ker je vedno premalo, in potem pa rabite to, kar imamo danes tukaj, ta svet okoli festivala, ker to je zgodba. In jaz sem velikokrat rekel, ko sem bil še predsednik KEFE, da mi smo kot lakmusov papir, mi smo nekako prvi se odzivamo oziroma se zaznajo kar same posebej te spremembe v družbi. In spremembe, ko je bila osamosvojitev, in spremembe po osamosvojitvi, spremembe za časa Drnovškovih vlad, potem seveda spremembe, ko so prišli drugi, ki niso bili na tem nivoju in se nam je zgodil hud padec na vseh nivojih, tako ekonomski, kakor padec vrednot. In seveda zdaj popolnoma druga zgodba s tem, ki nam je popolnoma spremenila življenje in ustaljene navade in seveda tudi način poslovanja. Ampak, kot rečeno, osnova vsakega festivala je program. In jaz sem zelo vesel, da imamo letos nekaj izjemnih stvari. Tudi drugo leto jih bomo imeli in čez 2 leti in tako naprej, ampak zdaj bomo govorili o letošnjih. Mogoče se zdi nepomembno, ampak prvi pomemben dogodek, ki se bo zgodil v samem sklopu, torej ne v uradnem programu, ampak v sklopu programa 67. Ljubljanskega festivala, je nastop 2 pihalnih orkestrov. Zakaj to govorim? Zato, ker tukaj smo mi povezani z ljudmi. In to sta pihalni orkester Slovenskih železnic, koncert bo v Križankah, in Delavska godba iz Trbovelj, ki je svetovni fenomen, ki dobiva nagrade na vseh prestižnih tekmovanjih po svetu. In seveda mi imamo ogromno publike za tole, ampak gospode iz železnic so z nami že ogromno časa, oziroma Slovenske železnice, in imajo ta orkester, ki so ga želeli predstaviti svojim, seveda pa tudi našim obiskovalcem, in meni se zdi to odlična zgodba. To smo prvič naredili lani z velikim uspehom na Kongresnem trgu in letos bomo naredili to v Križankah. Potem bomo ponovili Briljantino, ki je bila uspešno izvedena že velikokrat, najprej 4-krat v Cankarjevem domu, zaradi znanih zgodb z streho, mimogrede streha še letos ne bo. Bo pa lepo vreme, ampak bo pa streha drugo leto, tole pa zagotovo, in tudi šola se seli, tako da drugo leto bo zelo prenomno leto 68. No, potem pa 17. junija Verdijev Requiem v Cankarjevem domu, dirigiral bo Plácido Domingo, sam je sestavil zasedbo, ki je odlična, to je prva liga, Orkester Slovenske filharmonije, seveda tudi zbor. Ampak tukaj bi rad pozdravil našo zelo drago gostjo in odlično sopranistko, lani z Vargasom, letos Skuro, dela mednarodno kariero, to je gospa Elvira Hasanagić. Mislim, da evo, tamle je. Tako da, kot vidite, tudi mi seveda normalno skrbimo za to, ne samo v primeru gospe Hasanagić, ampak tudi ostalih, da seveda na našem festivalu in tudi sicer predstavljamo naše najboljše umetnike v povezavi z svetovno elito. Poletna noč. To je tudi zgodba, ki je nastala po otvoritvi Kongresnega trga, takrat smo začeli, če spomnite, z Malerjevo 8. Mogoče danes govorimo o zgodbah. Ko se je mestna občina odločila, da gre grad na svoje, smo imeli 5 milijonov evrov prometa. To je bilo v letu 2010.
1. aprila 2011 sta bila zavoda ločena. Mi smo padli na 1.600.000 evrov. Tap. Meni je manjkalo za festival 2011 1,5 milijona že v štartu. Ampak smo speljali ravno zahvaljujoč temu, da smo izpeljali ta megalomanski projekt, ko smo imeli več kot 1000 ljudi na odru, Mahlerjeve 8. simfonije, 2 predsednika in tako naprej, na otvoritvi Kongresnega trga. In seveda to je trasiralo potem popolnoma novo pot Ljubljanskemu festivalu. Tako da zdaj vidite, si več ne znamo predstavljati otvoritve festivala brez Kongresnega trga. Ne glede na vreme. In smo se vsi navadili, smo suhi ali smo mokri, tam smo. In tukaj bo letos Aida. Veliko je bilo o tem rečeno. Naj povem, da je režiser, naš dragi prijatelj in direktor dvorane Vatroslav Lisinski, predtem pa dolgoletni urednik Opera Boxa na hrvaški televiziji Dražen Siriščevič. Ko sem jaz bil še v operi direktor, je on naredil krasno oddajo, tako to rade v Ljubljani. Tam je bila tudi tukaj prisotna Mojca Menart, takrat kot predstavnica RTV Slovenija. Gre za predstavo Hoffmanove pripovedke, ki se je takrat zgodila in doživela preko 100 ponovitev. No, dirigent bo Ivo Lipanovič, kostumi so iz Splita, krasni kostumi. Ta predstava je bila že izvedena na Peristilu, vendar tukaj ne bo takšna. Uporabljamo kostime, isti režiser, isti dirigent, del zbora enak, splitski zbor, zraven še mariborski zbor, orkester Slovenske filharmonije, vendar predstava režirana za Kongresni trg. To je ta razlika in seveda razlog, zakaj smo tukaj, seveda 11 prekrasnih lipicancev. Zasedba je imenitna, Walter Fracaro, potem Rossana Rinaldi, Giorgio Surjan, če govorim o znanih imenih, tako da lahko pričakujemo res spektakelsko izvedbo. Marija Pahes naslednji dan, jaz ne bom šel skozi ves program, ker bi to predolgo trajalo. Imamo izjemno število odličnih komornih ansamblov in solistov, med njimi naj omenim Sergeja Krilova, pa seveda orkester iz Koreje, potem gostovanje Šenženskega orkestra, zdaj malo skačem, potem drugo Mahlerjevo simfonijo z Slovensko filharmonijo, tako da 15. julija, potem koncert opernih arij z Eleno Mosok in Thomasom Hampsonom, prav gotovo eden od highlightsov letošnjega festivala. Ater baleto, sem bil na premieri v Milanu, gre za krasno predstavo Jiržija Kiljana, ki je pojem med baletnimi koreografi, in pa Diego Tortellija, ki je pa zelo mlad italijanski koreograf in se mi zdi, da je celo presegel, njegova koreografija je v drugem delu koreografijo od Kiljana. Ampak pridite pa se prepričajte, da ne bom vam jaz tle solil pameti. Potem zbor Bavarskega radija, orkester Münchenskega radija in Ivan Repušič. Ivan Repušič dela neverjetno kariero mednarodno in je en najbolj cenjenih dirigentov na nemškem kulturnem področju. Berlin, Hanover, zdajle München in tako naprej. Potem cel kup, kot vidite, koncertov. Tukaj moram omeniti še eno lepo zgodbo. Se poznate vsi, da je bivši minister, predbivši minister, to grozen nam je naredil, da sem že pozabil njegovo ime, kako se že piše, včasih je bil župan Trzina. Je vrnil cerkev v naturi. Prešak. Je vrnil cerkev v naturi, ne? In mi nimamo cerkve zdaj za koncerte in smo našli gostoljublje, tega niti Janševa vlada ni naredila, ne ena, ne druga. Paste, da smo si na jasnem. In zdaj imamo koncerte v Narodni galeriji. Več kot 10 koncertov v glavni dvorani Narodne galerije, mislim, da bo to, in mi bomo seveda tam, kjer se valijo trume turistov od Prešernovega trga, označili to pot do Narodne galerije z seveda znaki in brandirali in tako naprej, kot je treba.
Ampak če pogledate imena, boste videli, da gre za izvrstne ansamble, od različnih komornih ansamblov do komornega orkestra Milanske Skale in tako naprej. No, v tem času se bodo zgodili tudi mojsterski tečaji Festivala Ljubljana, katerih umetniški vodja je Branimir Slokar, svetovno znan trombonist, ampak on je pripeljal sem eno ekipo profesorjev in solistov svetovnega slovesa, od Wolframa Krista pa do Aleksandra Mađara, Radovana Vlatkoviča, Feliksa Renglija, Françoisa Bende, Latice Rosenberg. Torej, tukaj gre za prvo ligo in tu mi seveda privabljamo kri, mednarodno svežo kri, to so mladi ljudje, najboljši, ki študirajo na različnih svetovnih akademijah, ki bodo seveda bili na teh kursih v Ljubljani, oni to sami plačajo in bodo tukaj preživeli en teden ali še več, seveda bodo tudi nastopali, nastopi teh, ki bodo udeleženci na masterklasih, bodo v dvorani konzervatorija na Ižanki, koncerti profesorjev pa bodo na, torej že omenjeni, Narodni galeriji. Seveda tudi štipendisti Mestne občine Ljubljana, kot je Bernardo Brizani in Miha Has, torej tudi naši najboljši se bodo tukaj pojavili, tako da niso samo tuji, so seveda tudi naši, kar se mi zdi, glede na to, kar smo že vse slišali in kar mislim, da je izjemno pomembno, tudi v zvezi z Lipico in tako naprej, zelo pomembno. Muziklo bo letos kar nekaj, bo tudi Mamma Mia z novo podobo, z videovolom in tako naprej, v 3D projekciji, hkrati pa tudi, tukaj posebej pozdravljam tukaj prisotnega gospoda Štigla, in ker brez njih nam to ne bi uspelo, pa seveda tudi oba muzikla iz Sankt Peterburga. Veste, to je pa eno presenečenje. To morate videti. Jaz sam nisem verjel, da je to možno, vendar to je na tako visokem nivoju, tehničnem, pevskem, estetskem, tako za moške kot za ženske oči. Tako da, ker tukaj je povezava tistega klasičnega prefinjene ruske šole z tem modernim svetom in tukaj gre za dva muzikla njihova, torej Mojster in Margarita in pa Onegin. Torej, ni to neka zahodna produkcija. Jaz sem si tudi pogledal zahodne muzikle v Peterburgu, ampak to ni za gledati. To gremo gledati v London pa v New York, ne? In tudi pripeljamo potem od tam. Ampak ta dva sta pa res nekaj posebnega. Vsi dobro poznamo literarne predloge, Bulgakov in pa Puškin, tako da ogled tega vam res svetujem, da boste videli, v kakšno moderno formo so transformirali ta dva teksta. Mamma Mio Brillantino sem že omenil, no, nadaljujemo gostovanje velikih opernih hiš, tokrat Teatro Regio iz Torina, dve predstavi Traviate, imamo ogromno težav z montiranjem scene, ker je eno ogromno gledalo, ki leži takole pod kotom 45 stopinj proti publiki in bomo morali združevati vlake, cuge, po domače povedano, v Cankarjevem domu zaradi nosilnosti, ampak to ne bomo počeli prvič, to smo počeli že pri Bolšoju in Marinskem, tako da bomo že. To je potem, kaj naj rečem, Kreslin, ne? Tudi kaj reči, Kreslin je vedno tukaj in je. Šenžen sem že omenil. Svetlana Zaharova. Svetlana Zaharova je v tem trenutku najboljša balerina na svetu. Je Ukrajinka, ki ima za sabo neverjetno kariero v Bolšoj teatru in tukaj bomo za razliko od kakšnih drugih predstav videli tudi balet v baletni predstavi. Tako da vljudno vabljeni, cene bodo pa iste, ne bodo nič dražje. In za zaključek Izraelska filharmonija in seveda vsi si želimo in upamo z gospodom Zubinom Mehto, ki je že zelo bolan, ampak to je tudi uradno njegova zadnja turneja z orkestrom Izraelske filharmonije. Lani smo prvič začeli z
posebnim dogodkom, takoj po zaključku, ki je otvoritev v sezono Slovenske filharmonije in dirigiral je Marko Letonja, bil je izjemno uspešen koncert, polna dvorana in prepričan sem, da bo tudi letos tako. Letos bomo to, torej ne bo dirigent Marko Letonja, ampak bo dirigent Charles Dutoit, svetovno znani dirigent izjemne kakovosti. In naj povem, da zraven Stravinskega in simfonije številka 3 Camilla Saint-Saënsa bomo tudi slišali Marženko od Škerjanca na samem začetku. Veliko spremljevalnih dogodkov bo, pozabil sem še vedno se pogajamo z Pogoreličem za 10. julij, zato ga dne še dam na skrino, še razmišljam. On je goji neke zamere do Ljubljane in je postavil zelo, zelo visok honorar, ampak jaz še razmišljam, ali je to vredno ali ne. Igral bo drugi koncert Rahmaninova, koncert bo George Pelevenian z radijskim orkestrom, ampak moram še malo videti. Kakšne čustvene odločitve so tudi finančne narave, tako da moramo še to malo pregruntati, ampak upam, da bo ratalo. Tako, zdaj veliko delavnic za otroke, ki so brezplačne, od baletnih do plesnih, do glasbenih, likovna kolonija seveda. Naš fundus je velik, ampak slike se nahajajo povsod v različnih veleposlaništvih po svetu in tako naprej. In tisto, kar sem želel še omeniti, je predani korakom z našim glavnim sponzorjem Zavarovalnico Sava. Veste, živimo v časih, ko sponzorji celo povečujejo sredstva. In Zavarovalnica Sava je tak primer. In upam, da bo čim več sponzorjev temu vzgledu tudi sledilo. Zdaj, vstopnice so skoraj v večini že v prodaji na spletu, pa seveda tudi na vseh naših prodajnih mestih. Za člane kluba vedno 20% popusta, seveda v predprodaji in 10% v redni, razen za kakšne koprodukcijske predstave, kjer pač se ne uspemo dogovoriti z našimi partnerji za te popuste. Tisto, kar se bo pa zdaj začel 3. aprila, so pa 34. slovenski glasbeni dnevi, posvečeni so 100-letnici Univerze v Ljubljani in 80-letnici Akademije za glasbo. Odprli jih bomo v Cankarjevem domu, izvrsten koncert bo, Orkester Akademije za glasbo bo izvedel Beethovnovo 6. simfonijo, pastoralno, in sicer po partituri, ki jo je točno pred 200 leti Beethoven podaril Ljubljanski filharmonični družbi s svojimi korekturami. Te korekture bodo v tej izvedbi tudi upoštevane, izdali bomo faksimile te partiture, tako da res vljudno vabljeni, kakor seveda tudi na simpozij, ki potem sledi v Križankah naslednji dan, mislim, da 3 dni poteka, 4, in pa tudi na koncert 6. aprila v Piran, ki je v sklopu projekta, ki ga delamo skupaj z Tartinijevo hišo v Piranu, občino Piran, Čeji iz Trsta, Univerzo iz Padove in tako naprej, v projektu, ki ga financira Evropska unija glede šole narodov, kot se temu reče, in Tartinijeve zapuščine, ne samo v Sloveniji, ampak v vseh prostorih, kjer je pač deloval. Toliko. Za karte sem že rekel, da so že v prodaji, to je zelo pomembno. Zdaj pa tisto, kar še mogoče treba povedati. Ja, streho sem omenil. Rad bi se zahvalil našim gostiteljem, pridite čim večkrat, ne se limitirati, se veste, vsak večer bo lep. In pravijo tukaj, da imamo ob 12. če se ne motim, zdaj je pa 11:58 predstavo. Tako da jaz se vam zahvaljujem, če so kakšna vprašanja. Koliko bo vse skupaj stalo? 3 milijone,
Ampak se veste, kako je pri matematiki, vedno je plus minus 10%. Govorim samo o poletnih 2 mesecih, 3 milijone evrov. Zdaj pa jaz predal besedo direktorci, če ste za to, da nam pove, kaj gremo pogledati. Z veseljem vas vabimo na ogled predstave, ki je sicer kombinacija tega, kar sem prej omenila, kako konje od njihovega svobode in sproščenosti na pašnikih pripeljemo do figur in do visoke šole, ki jo znajo izvajati. Tako da predstava, ki jo boste videli, je kombinacija klasične predstave, zgodbe o Lipici, pa šepetavca konjem. Upam, da boste v tem uživali. Jaz bi mogoče to priliko izkoristila, da gospodu Brleku zaželim, vem, da ne bo potreba, ampak vse glih, vso srečo in uspešno izvedbo tega festivala, da bo pa temu tako, vam podarjam še eno kopito naših lipicancev, potkev, ne kopito, potkev. Najlepša hvala. Gospod Pretnar je še prosil za besedo, prosim. Ja, minutko. Jaz bi samo izrekel priznanje, ko sem slišal droben podatek, da naj bi tale izraelski orkester igral tudi Škrjanca. Ne, Slovenska filharmonija. Slovenska filharmonija, pardon. Kakorkoli že, jaz bi tukaj izrekel vse priznanje Darku, ko je pred leti se dogovoril z Grgijevim, da je zaigral kot bis, 2 leti nazaj je bilo to, na zaključnem koncertu Belo krajino Marjana Kozine. In se mi zdi prav, da promoviramo poleg lipicancev z vsem dolžnim spoštovanjem tudi slovensko glasbo. Hvala lepa. Mi seveda imamo, kot sem že omenil, sponzorje, v tem primeru je to Pulus, tako da smo malo Štajerske prenesli sem na Kras, ampak kot vidite tudi Kras nosimo v Ljubljano in tako naprej, tako da tudi vam hvala lepa. Hvala lepa. Kakšna vprašanja mogoče? Ampak vse, veste, jaz bom skozi tle vam na voljo, tako da kadarkoli se česa spomnite, vi kar vprašajte. Hvala lepa za tole potrpežljivost, to uro. Zdaj pa gremo na predstavo, ki bo trajala okoli 20 minut, kot so mi rekli. Hvala lepa vsem govorcem. Veste, pomembni ljudje delajo dogodke pomembne. In če vas ne bi bilo, jaz sam ali pa midva z gospod bi sama sedela tle v tej sobi. Tako da hvala lepa vam za to prisotnost in čast. In vljudno vabljeni na predstavo, potem se pa vrnemo sem na dvorišče. Če bo veter hud, se bomo pa skrili v pritličje. Naši gostitelji so že vse pripravili, tako da brez skrbi ne bo nas odpihnilo. Hvala lepa.